Sumim, da mi fant jemlje denar iz najnega skupnega šparočka za potovanje. Ojej. A ti to resno? Čau, jaz sem Nina. Čau, jaz pa Maša. In dobrodošli v novi epizodi podcasta A ti to resno? Pa srečno novo Januar. leto, ano? Srečno novo leto 2026, da bo boljše kot 2025. Je bilo 2025, ja. Tako Mislim, je. a je bilo, kakšno je bilo tvoje leto drugače, kot 2025? Mislim, vse to smo se pogovarjali. Nekaj Mislim, smo da je se, ja. zadnjo epizodo v bistvu zelo kaotično. Ja. Predvsem kaotično, veliko enih stvari se je zgodilo. Mhm. Se mi zdi, da se nič ni pol iz tega izcmizilo. Ampak Joj, tako, to je ja, najslabše. kaotično, vse je bilo tudi lepo, sploh poletje je bilo zelo fajn. Ampak veliko enih stvari. Kaj pa tvoje? Ja, moje je bilo tudi kaotično. Pač vsem se mi zdi, da sem tako ful enih stvari na novo doživela, pa tako napredovala na marsikjer način, Ja. ful sem se naučila. Sam ja, tako pomaš pa kdaj tudi tako feeling, koliko si se pa zares premaknil, pa tako se kar malo zamisliš. Veš, kaj A mislim? ne? Ja. Kljub temu, da sem se veliko naučila, pa da se je veliko enih stvari spremenil, še kar nimam feelinga, da sem se zares tako ful neki premaknila, če je to smiselno. In ja, to mi gre tako malo na živce, iskreno, ker se mi zdi, da leta kar tečejo. A Ja. veš, letos zdaj februarja bom jaz že tako 28 in malo se sprašujem, tako je, kaj pa ampak kaj sem pa jaz naredila v teh letih? A veš, Ja. tako, Ja, ta ja, feeling kontam. iskreno me kar tako malo mori in to je pri novem letu tako ful smotano, ker res ne jemljem novega leta ful resno, to ste se tudi že pogovarjali. Tako ne gledam na novo leto kot na, ne vem, zdaj pa, ne vem, bomo pritisnili un reset gumb in Ja, vse se bo ja, začelo ja. na novo. Ne, pač to je neko štetje, ki smo se ga mi izmislili. Kar neki. Sam, ne vem, ampak še vsem se mi pa kar zdi, da so kar neka pričakovanja, ne od drugih, ne gre se mi za druge, ampak tako od mene podzavestno. A veš, tako v smislu, ja, zdaj pa no, zdaj bi pa lahko mogoče že nek bla ali pa nekaj več, ne vem kaj, dosegla. Letos pa bom se ne Točno vem, redno to. zaposlila ali pa Ja, kakorkoli. ja. In je pač tako nadležno, ker se ne premakne zares. In pa razmišljam o tem in sem kar tako, me kar malo zamori, iskreno. Ja, a veš, kaj se meni zdi? To, kar smo se tudi že prej pogovarjali. Ne? Meni se zdi, da obe dve dejansko sva imeli v letu 2025 ful enih stvari. Res se nama je veliko dogajalo, veliko enih projektov in tega, ampak pol pa tako, ko potegneš črto konc leta, se mi zdi pa, da ne vem, zares nikjer nisi. Nič Ja. nisi napredoval, nič se nisi premaknil, kljub temu, da si imel toliko enih stvari, pa ne vem, si obetal ne vem kaj, ampak nikjer nisi. Točno to, ja, pa tako še kar imam, ne vem, pomisleke v lifeu glede marsičesa in tudi teh se nisem še znebila. Ja. Iskreno, še kar so tam nekje at the back of my head. Sam pa ne vem, tako, ko imaš toliko enega dela, pa to se kar malo zamotaš z delom in pol v bistvu te svoje pomisleke, pa ne vem, dvome, ki jih imaš ne vem o čem, na stran porineš, a ne? Ja. Ampak pa se malo umiri situacija, malo lahko zadihaš končno in se spet vrne in pol ne vem, jaz se dobesedno te dni kar zbujam vsak dan tako z eno kipo v trebuhu. Ja, ja, A kontam. veš, in je ful neprijetno, no? A Tako veš, da, kaj je? happy new year to me. Ker si toliko zaposlen, ker si toliko busy, nimaš cajta razmišljati o sebi, nimaš cajta Ja. predelati stvari Kar sam ful ni v pri sebi, redu. nekih svojih problemov, recimo, ki jih imaš, Ja. kar ni ok. In pol, ko se stvari malo poležejo, umirijo, ali pa recimo, ko pride novo leto, ko začneš mogoče malo razmišljati, kaj bi pa letos spremenil, naredil drugače, pa vidiš, šite, jaz sem še toliko enih nerazpucanih stvari za nazaj, ki jih nisem razpucal, a bom imel sploh letos cajt ali ne, Saj in kar to. pride nekako za tabo. In, Saj ja, to, in to je razumem. ful slabo, ker mislim, da ljudje kdaj si kar tako v bistvu še dodatno nalagamo del, liki za to, da ne rabimo razmišljati. Sam pač dejstvo je, da se slej ko prej moraš soočiti s svojimi problemi, moraš se soočiti s temi stvarmi, o katerih nočeš razmišljati. In polka enkrat pride to za tabo, te kot Butne. traktor udara, ne? Ja. In je ful bedno. Skratka, da zaključiva najno novo leto, ne vem sploh nič. Jaz sem ga prespala, Nina je delala, je bila pridna. Ja, jaz sem delala, sicer drugače delati je bilo kar kul, tako iskreno, jaz itak za nov let nikoli nisem ful nekam hodila žurat, nikoli nisem imela ne vem kakšne fešte, ponovadi sem bila sam s fantom doma, pa so ga malo pila, pa ne vem kakšen dober film pogledala, tako nič Ja, tazga, ja. veš, nič posebenega. Tako da v bistvu mi je bilo dobro za spremembo Malo biti drugače je nekje bilo, drugje, ja. Tudi imela sem sodelavca, sovoditelja, Roka Pintarja, tako da z njim je bilo tudi dobro, a ne, da nisem bila sama. Če bi bila sama, bi bilo po moje veliko bolj depresivno. Vedno. Tako pa ja, tudi nobenega ni bilo z nama, zato ker pač Maša ni mogla, a ne. Jaz sem imela tudi ene ene probleme. svoje stvari je imela, pol Martin je nekaj zbolel, tako da, ja, JBG. Je bil vsaj rok zraven. Je bil vsaj rok zraven. Če ste novi, drugač, mi dve imava vsak mesec na tem podcastu eno novo temo. Recimo, oktobra smo imeli bolj take spooky zgodbe v stilu Tako. spooky oktobra, pol smo imeli nekaj glede študentov, zdaj smo imeli na koncu decembra praznične zgodbe. tako da- Veseli december. Ja, ja. Tako je. In pojdite kar pogledati za nazaj, če vam je slučajno dolg čas, pa imate malo preveč časa. Zdaj januarja pa nimava zares specifične teme. Ja, v bistvu smo bolj gledali, se pravi, kaj je zdaj folk zadnje cajte objavljal na internetu, kaj je zdaj
zdaj trenutno relevantno, tako da nič tako specifičnega, ampak bolj tako, no, kaj se kaj Pač neke dogaja. življenjske januarske zgodbe, Tako. ki jih ljudje zdaj trenutno delijo na Redditu. Pa tako. Nič posebnega, Tako, ampak tako. še vsem relatable in zanimivo, upavano. Tako. Ok, zdaj bi pa v bistvu začeli z enim takim čist kratkim odsekom in Okej. sicer predikcije za leto 2026. Ja, to je Maša rekla, da bo pregledala. Tako da Kaj daj. nas čaka? Skratka, to so predikcije Babe Vange. Okay. Če slučajno kdo ne ve, kdo je Baba Vanga, ona je bila v bistvu bolgarska slepa prerokinja, rojena leta 1911, ne bi pa imela sposobnost napovedovanja prihodnosti. Zdaj, sam da povem, disclaimer, njene napovedi nikoli niso bile uradno zapisane, zato pač tudi danes krož ogromno nekih legend, izmišljenih citatov, prirejenih prerob, tako da nič od tega ni nujno, da se bo res zgodil, da je res ali kakorkoli, ampak so pa tako zelo zanimive. Skratka, njene napovedi za leto 2026. Prva, srečanje z nezemljani. Ja. To bi bilo dobro drugače. To je S tem, bila- da nezemljani obstajajo, sorry. Pač preveč široko vesolje je, da ne bi nekje obstajala vsaj še neka življenjska sila, neka živa Tako je. bitja. Tako, jaz se s tem absolutno strinjam. Jaz ne vem, a vesoljci obstajajo ali ne, ampak se mi zdi, da je vesolje, tako kot si že ti rekla, čist preveliko, da bi bili mi tam Edini. dejansko sami. Nemogoče. Ja. Sorry, to je tako, kot da bi šla jaz, ne vem, v morje z enim vedrom, zajela, ne vem, čist mal tega morja, pa rekla, tukaj noter pa ni morskega psa, verjetno Ja. morski psi ne Ne obstajajo. v morju. obstajajo. Čuda, ne? Skratka, kaj je rekla? To je njena najbolj dramatična napoved za leto 2026, Okay. da se prav naj bi se človeštvo srečalo z nezemljanskim življenjem. In sicer opisujejo to napoved kot neko ogromno vesoljsko ladjo, ki se približa Zemlji novembra leta 2026. O moj Spet, bog. to ni nujno, da je res, a ne? Jaz sploh nič ne pravim, to so samo neke predikcije. Jaz sam upam, da če se že to zgodi, da pridejo v miru in da Tako mogoče je. lahko, ne vem, si medsebojno pomagamo. A Tako, veš, kaj mislim, tako, da ne tako. bo kaj slabega iz tega prišlo ven, če se že zgodi. Tako, jaz tudi to upam. Jaz v bistvu upam, da so tako vesoljci, kakor neko leglo Brad Pittov, recimo, a veš, da pridejo tako brez majice, eni nabiti tipi, tako ven ja, iz one sigurno, vesoljske ja. ladje. Ne, in ne, tako jaz si jih pa predstavljam tako kot, evo, lih prišel je film Avatar ven, tretji del, ki ga jaz moram še Aha, pogledati okej. nujno, no jaz jih tako predstavljam. Kar je pa tudi Aha. drugače dosti hodo, sam pač malo previsoki za nas. Ok, ja. Mislim, jaz sem si, a veš, zmeri tako asociiram vesoljca na nekega zelenca, ne? Ja. Ampak, a veš, zakaj pa ne bi mogel biti Brad Pitt, recimo? A veš, zakaj ne bi mogel imeti six-packov vesolj? Zelen Brad Pitt. Ne zelen, normalen, kožne barve, razumeš? A ja, prav tako. Ja, pač Ja, hud. valjda ne bojo zgledali tako, kot mi, ne bojo Ja, kdo pa je ljudje. rekel, da vesoljci ne morejo biti hudi, a ne? Mislim, ja, Ja, saj glej. avatari so meni hudi drugače. Ja, ok, ajde. Avatari dobro izgledajo. Čeprav tako. z unim repom tam me Meni je nekaj pa ne hudo, privlači, meni je pa iskreno. prav hudo. Ampak, ok. Druga stvar. Ok, pač ta je mogoče niti ne navadna, glede na to, da smo imeli tega v letu 2025 že veliko, stopnjevanje globalnih konfliktov. In sicer nekateri, nekateri trdijo, da naj bi leto 2026 predstavljalo nevarno prelomnico v globalnih napetostih. Leta 2025 je bila tema vzhod proti zahodu, za 2026 pa naj bi šlo za širše globalno stopnjevanje konfliktov. Ni nujno zdaj, da to pomeni svetovno vojno, ampak pač mediji spet radi to malo. Ok, ta je napihujejo. temačna, pojmo naprej. Ja, Nočemo ok, o tem sej razmišljati. pravim, sej tega Evo, smo še en imeli. problem, o katerem nočemo v tem trenutku razmišljati in tudi ne bomo. Tako. Prelomnica v razvoju umetne inteligence. Okay. In sicer veliko privržencev trdi, da je Baba Vanga opozarjala, da bo okoli leta 2026 umetna inteligenca prevzela ključne sektorje. Kar pomeni, se pravi, ne nujno kot neka robotska apokalipsa, ampak kot neka prelomna točka za industrije, delo in etnične dileme, saj bi to prineslo izgube delovnih mest in pač, ja. Mislim, zdaj leta 2025 ni bilo še nekega ful velikega poročanja o Ampak izgubi jaz delovnih mest. mislim, recimo, daj poglej ti ChatGPT. Kdaj smo dejansko začeli ChatGPT uporabljati? Ker meni se zdi, da tako 1-2 leti nazaj to še ni bil nek big deal. Ne, nismo toliko letos v Ja. bistvu. Saj jaz sem. In kar Jaz sem po moje naenkrat se je letos. to razvilo do te mere, da zdaj že za vsako glupost vprašaš ChatGPT. Ja, meni gre drugače.
Me gre drugače na živce, jaz te dni tako kadarkoli kogarkoli vprašam za nasvet, vsi tako da vprašaj ChatGPT. Ja. Tako, a ti znaš razmišljati svojo glavo? Ja. A veš, tako, to me malo skrbi dejansko, ker zdaj tudi inteligentni ljudje se bojo raje obračali na ChatGPT samo zato, ker je tako lažje in ne bojo dejansko uporabljali svojih možganov. In jaz recimo, ne vem, če na primer svojega fanta vprašam za nasvet, on te dni tako ful rad reče, da je vprašaj ChatGPT. Pa je sam zelo inteligenten tip, pa vem, da bi mi lahko dal sam en nasvet, ampak Ne. in to ful ni dobro, no. Mislim, to je, lej, jaz že recimo zdaj tako, ko gledam, mi še, ko smo bili, ne vem, v srednji šoli, ali ne vem, tudi začetek faksa, recimo, ne, na faksu, mi, ko smo imeli neke, ne vem, eseje zapisati ali kakorkoli, ne, noben ni nikoli ChatGPT-ja vprašal, ker pač takrat ChatGPT-ja ni bilo. Ali pa vsaj ni bil toliko razvit, da bi ga vsi uporabljali. In si še vedno šel na Google in spraševal Google, ali pa si mogel celo v knjižnico po kakšno knjigo. Kaj bodo tam mali zdaj že v osnovnih šolah ali pa srednjih šolah, ki pišejo eseje? A veš, vprašaš ChatGPT, ti vse napiše in mi bomo kaj se razvili v totalno neinteligentna bitja. Sej to, ja, ne, definitivno tudi ta kreativnost bo skozi pač pešala bo, no. Ne boš več razmišljal svojo glavo, Ja. ne boš kreativen, ne boš se znajdu nič, razumeš, za vsako stvar boš vprašal ChatGPT. To je res, In to je ful grozen. In kar pa hočem povedati je, da se je ChatGPT v tem letu razvil iz nič skoraj, ne, do te mere, da ga že vsi uporabljajo in da je to pač del tvojega vsakdana. To je res, ja. S tem, da zaenkrat sploh še ni toliko dober spet, zato ker jaz vem, kdaj, ko za radio kaj pišem, ne, pač tako maybe kdaj, ko se mi res ne da vprašam za nasvet, če ima kakšno dobro idejo za temo. Pol pa ne vem, kadarkoli mi kaj naprimer napišem, izmer tako ful čuden. Ja, Tako, mene ni dober. sabotira. Moraš dejansko pol sam ti. Dobro je mogoče za nek okvir, da veš, v katero smer iti, ne moreš pa tako prav sam zanese na tisti, kar ti on tam sestav, ker je tako, da bi en otrok to opisal, vsaj zaenkrat, no. Ampak verjamem pa, da bo tudi letos mogoče tako, kot prav baba Vanga, ne, da bo pač toliko napredoval do mere, da realno, ja, bo dost, tudi če imaš sam ChatGPT. Pa da bo pač umetna inteligenca nadomestila. A veš, kaj mi je rekel dejansko, ko sem imela vaje, sem imela z enim mentorjem za radio, no, pač on je drugače iz Velike Britanije, no, in je pač rekel, da že v bistvu tam pri njih, po moje, da testirajo en radio z AI-jem. Se pravi, da ni dejanskega voditelja, ampak da dejansko AI govori. What? Ampak je rekel, da pač kljub temu, da je cool, da pač tako, drugače zveni zelo pristno, naravno, še vseeno se dojame, da pač tega ta AI ni doživel. A veš, da govori o doživetjih dejanskih ljudi, da se vidi, da pač ni bil on ta, ki je prišel iz žurke o 5 zjutraj prekrokan. A veš, kaj mislim? In pač še vseeno pri teh stvareh, kakorkoli recimo, marsikdo prav, mogoče radio bo tudi kmalu nadomestil s tem AI-jem, pa to radio pa voditelji ljudi radi poslušajo lih zato, ker so na drugi strani pravi ljudje. Lih to je celo bistvo, Ker se lahko poistovetijo s tabo in tako, Točno to, ker če bo AI ne bo isto in pol je vse na sam musko tam vrtiš in da pač ni nobenega voditelja, ki bi karkoli povedal. Ja, ne, to se absolutno strinjam. Ampak je pa res, ne, da AI bo verjetno bolj poceni delovna sila, predvidevam, ne vem. In bo lažje, ne? AI ne rab dopusta, nima bolniške, nima nič, ne? In Mislim, zakaj nisem študirala robotike? Ali pa... robotike. Mislim, a si videla, mislim, da so v Ameriki, če se ne motim, posneli enega filma za prvo igralko, ki je bila narejena za jajom. Ne, res. Čeprav ampak iskreno, glede teh filmov, moram priznati, jaz ful rada tudi gledam igralce, pa nočem, da ostanejo brez služb, tudi sama v bistvu se ukvarjam z igralstvom na vsake toliko časa, če se ponudkaš na prilika tudi ti, a ne? Ja. Ampak tako, za kakšne ti recimo, kaj jaz ful rada berem knjige, ne? In primer, pri knjigah je toliko smotan, ka ne vem, ti nekaj recimo prebereš in ti je lik, predstavljaš si ga v glavi, veš, ker imaš to vizijo, ker piše, naprimer, ima blond lase, modre oči, bla, bla, bla. In si ga točno tako vizualiziraš in pa, ko pride do dejanske serije ali pa filma, pa pač nekako izgleda čisto drugače, ne tako, kot si ti to predstavljaš in pa si malo razočaran. In pol tudi v bistvu zgodbo, ki jo predstavijo v filmu ali pa seriji, spremenijo zmer. Ampak če bo pa to AI delu, bo pa dejansko lahko vse ostalo zelo zvesto knjigi in knjige so zmer boljše od filmov. Če rad bereš, veš to, ne? Ampak, tukaj dva argumenta, ki ju jaz imam. Prvo kot prvo so igralci. Se pravi, a veš, če že tako pogledaš, recimo, tudi naju to ful zanima, sva tudi kdaj v teh igralskih vodah in to, kar pomeni, da boš ti potem brez službe ostal. Ampak maybe bo pa to dejanske režiserje prisilili, da bojo malo bolj ostali zvesti knjigam in pač jih se obravnavali tako, kot jih je treba. Ker se jaz ne rečem, kdaj je tudi treba prirediti knjige, zato ker knjige so konec koncev ne vem koliko dolge, ne? In ti ne moreš vsega, kar je v knjigi, spraviti v
v film. In pač moraš skrajšati stvari, pa kaj odrezati. To je totalno razumljivo. Tudi igravci, ne vem, mogoče nam nekdo zgledal vizualno identično, sam bo pa odražal to energijo, ali kakorkoli že. Ja, to je res. Sam tako, meni gre kdaj sam na živce, ki po nepotrebnem kakšne stvari pač spreminjajo, v smislu, da se celo bistvo filma ali pa serije spremeni. In AI pa bo pač lahko dejansko po moje to ohranil na en tak pameten način, s tem, da se še vseeno obstaja ful filmov pa serij, ki niso prirejene po knjigah. Veš kaj mislim, za tisto pa še kar lahko uporabljaš igralce, pa še kar v bistvu bi bilo verjetno bolj idealno, da jih. Ja, vem, jaz tukaj mislim, da zdaj kako potem ta film nastane, oziroma kaj oni naredijo iz tega filma, oziroma iz te knjige, je pač tukaj stvar režiserja, ne. Ja. Zdaj tudi, če bo on, ne vem, imel neko drugačno vizijo v svoji glavi, bo lahko tudi tistega AI-ja naštelo tako, da bo pač, on igral po njegovi viziji, ne, ker pomeni, da če boš on čisto eno drugo smer, je v bistvu... Jaz sem imela zdaj bolj v glavi tako, da niti režiserja ne šrabo. A veš, da bo AI dobesedno sam... vse, pač ti mu recimo prekopiraš celo knjigo, tekst, vržeš v ChatGPT in on ti sestavlja cel film. Točno to. Dobro, čeprav veš, kaj mi bi pa tukaj edino motil? To, da meni je pol zmeri fajn, ne, ker, ne vem, ti vidiš nek film, enega igralca, ne, in potem dejansko lahko kdaj tega igralca spoznaš, recimo na premieri, ima intervjuje, ga vidiš in to. In ti tega nimaš, če bo to zdaj AI prevzel. A veš, to mi je bedno. Mislim, kaj je, bo tam nek robot na rdeči preprogi, tam pa nek ekran, pa čuden, ne? Mogoče res, tudi pri tej, v bistvu, jaz mislim, da pri vseh teh AI situacijah, kjer obstaja velika nevarnost, da bojo prevzeli naš job, zmer bo manjko pač ta human aspect, ne? Ja, človeški čut zraven. Ja, človeški čut bo manjkal in pol posledično pač bomo se tudi mi mogoče naveličali. A veš, kaj mislim? Mogoče bo na začetku bomo ljudi napalili na to, pa bomo feni, pol s časoma nam bo pa dosadil, ker bo skozi vse na isti princip, pa na od tega človeškega feelinga v zadnji, ki v bistvu naredi vse veliko bolj doživeto, pa živo, pa relatable, ne? Točno to, tudi konec koncev klepi zdaj na mest najo, bi bile lahko dve, ne vem, kaj se jim... Dva robota pač bi bila lahko le. Naredili z umetno inteligenco, ampak ne bi bilo isto, ni tiste človeške napake zraven, ki more biti, da ti pač veš, da je to človek in da se lahko z njim tudi poistovetiš in da ga lahko razumeš. Točno to. Tega ni, vse bi bilo preveč popolno. To je res, ne vem, igralke recimo bi bile preveč lepe, a veš, preveč bi bilo tako perfektno, nečloveško, da se enostavno ne bi mogel s tem poistovetiti. Ja, in jaz mislim, da kljub temu, da je dosti teh družboslovnih poklicev mogoče nadomestljivih z AI-jem, na dolgi rok ne vem, če bo zares zdržali, bomo videli, ampak glih zato, ker bojo pač te stvari manjkale. Ne vem, mislim, mene sicer to res malo skrbi, zaradi tega, ker če pogledam, kako se je ChatGPT razvil v zadnjem letu, oziroma na splošno umetna inteligenca in koliko ljudi jo že uporablja in kako ti je to ratalo samoumevno, že nek del vsak dana, mi je kar tako, mal mi je grozen. Mislim, kaj še prihaja? Ja, veš, res, kaj mislim? Mislim, da mi sva, kar se tiče kreativnosti, pa ne vem, česa vsega na varnem, zato ker ima ta podcast in mislim, da so tudi prisiljeni v to, da morava debatirati, da morava razmišljati, da morava... A veš, kaj mislim? Tako da z tega vidika, če že nič drugega, je tudi podcast mogoče dobra ideja, tako da če kdo razmišlja, kar začnite. Ja. Mislim, naj ChatGPT nikoli ne bo prekosal. Ja. Zaradi tega, ker na itak sabotira skozi, nobene ideje dobre nama ne da. Drugač res. Mene sabotira, mene ChatGPT, meni laže mi v faco. Razumeš, 3-krat ga vprašam in mi laže, nobene dobre ideje mi ne da, karkoli mi napiše je kar nekaj. Verjetno tudi na nek način s tem mogoče forsirajo, da bi kupil, a veš, da bi plačljivo verzijo imel, ne? Tega pa ne bom nikoli plačala. Jaz tudi ne, to pa ne, jaz tudi nikoli ne bom tega plačala. Raj s svojimi možgani razmišljam, kakor da plačujem subscription za ChatGPT. No, vsake toliko časa ga bom že kaj vprašala, to je pa tudi vse, kar bo. Če ne pa pogooglala. Vse imamo Google. Mi so še old school. Tako je, ampak res, mislim, da smo glih A veš kaj je tudi, to sem glih zadnjič, včeraj sem videla en TikTok, ne, zakaj so v bistvu te naše generacije, ne vem, 2098, 99, zakaj smo toliko nostalgični. Glih zaradi tega, ker smo tako, rodili smo se v tem obdobju, ko se je začela tehnologija razvijati, ampak smo videli še neke te začetke, pa začetek YouTubea, pa tega, in zato si toliko nostalgičen, ker vidiš, do kam je to zdaj dejansko prišlo. In meni gre prav na živce, kdaj, ko se kdo norca dela iz mene, v smislu, kaj jaz rada rečem, da sem kao otrok 90-ih. Sem pa rojena leta 98, ne, kar v bistvu to je že 2000 praktično. Sam, še vsem sem tisti cajt, jaz ne vem, imela sem staro Nokio, pa še tega nekaj časa sploh nisem imela, ker so doma pač niso hoteli, da imam. In sem se, ne vem, sem še tisti otrok, ki se je igral na igriščih zunaj, pa smo se šli skrivalnice, pa res smo živeli, nismo bili skozi na telefonu, nisem bila na računalniku, nisem igrala igrce, tako, po televiziji sem pogledala kakšno serijo ali pa film, če že. In pač
Jaz se imam za otroka 90-ih, ker sem še kar to doživela in ti tudi ne, ti si še bila ne, pač, to je glihuna meja. Ne. Jaz sem tudi še otroka, veš, ko smo včasih te Nokie si filal z unimi karticami, veš, za 5 evrov in si imel. Pa ko sem imela une slušalke, ki so bile valjda na kabel in pa si, ne vem, meni so se mi trgale in pa sem mogla tako držati. Pa tako, ta kot sem mogla dati za to, da so začele delati. Pa sem tako poslušal, spomnim se, o moj bog. Ali pa isto za telefon, za polnilce, isto po določenim kotom ti je filal, ampak drugače. No, tako da to smo otroci 90-ih. Tako je. In glih zato smo mi še toliko bolj nostalgični, ker vidiš, kako se je ta tehnologija, s katero smo mi začeli odraščati, dejansko kako se zdaj razvija in do česa smo že prišli. Ne? Točno to, ja. Tako da, greva naprej. Ja, pol pa ena dobra predikcija. Krvni test, ki zazna več vrst raka. To bi bilo hudo, drugače. Drugače ta rak, to je taka grozna bolezen, res. To mi tako prav strašno. Jaz zdaj tudi sama pomislim na to, da ne daj Bog bi kdo od mojih bližnjih ali pa ne vem jaz ali pa kaj, ne, grozen je. Ne, pojmo naprej. V bistvu piše tako, se pravi napoved, ki jo prepisujejo, pravi, da naj bi se leta 2026 zgodil pomemben medicinski preboj. Krvni test, ki lahko hkrati zazna več vrst raka, naj bi prešel iz testne faze v nacionalne programe. To je ena taka napoved, ki je dejansko delno tudi temelji na realnih raziskavah. A res? Ja. Ok, no to je pa dobro. To je pa dobro. Mislim, jaz oprostim, meni se zdi, da rak je zdaj neka bolezen modernega časa. Žal, če dalje bolj pogosto je, jaz vsaka ta tretja oseba, ki jo poznam, ali ima raka, ali je prebolela raka, ali ima v družini nekoga z rakom, to se mi zdaj danes tako zelo. To je grozno, jaz ne vem, kaj se dogaja, drugače čisto te dni, jaz sem se pogovarjala z eno sodelavko, pa mi je povedala, da je prebolela raka. Pa mi je zanč, moja soseda mi je tako iz nič, mi je dobesedno rekla, da je lih zvedela, da ima raka na dojki. Pol, ne vem, tudi od ene sodelavke mami ga je imela, tako, in kar se mi zdi, kar iz vseh strani me prihajajo te neke grozne novice glede tega raka, presežem. In je prav strašno je in res upam, da bojo kaj tazga dejansko v praksi stestirali, da bo dejansko funkcionirali in to bi bilo kar, se mi zdi, da bi veliki življenj rešili. Skratka, to je pa neka taka dobra, pozitivna predikcija tega leta. Tako da zato držim pesti. Pa za vesoljce, da bo izgledal takega Brad Pitt. To pa upam, da res. Drugače, tako, mislim, jaz sem si zmeraj rekla pismo, za časa mojega življenja res upam, da bom vsaj enkrat dobila neko potrditev, vsaj. A ne? Se vem. Jaz, kot sem rekla, jaz sem prepričana, da vesoljci pač obstajajo, so. Ampak moraš videti na lastne oči. Ja, dobro bi bilo samo tako dobiti neko potrditev ali nek klic iz, ne vem, da nekaj zaznajo, karkoli. Vsaj dokler še živim. Ne, jaz pa da ga vidim. Razumeš? Pa sorry, luksuz, da ga vidim. Prepelj se tam z uno ladjo na zemljo, pa sam da te vidim, pa lahko umrem v miru. Točno to. Ok. Zdaj pa nadaljujeva z zgodbami. Tvojo zgodbico, ne? Ok, tale je taka relatable za ta cajt, se mi zdi. Je lih v bistvu po tem obdobju, ko smo se ful obdarovali, a ne? Jedel. Ja. In pa, ok. Sprav. To se je zgodilo med Božičem in se spreminja v totalno družinsko dramo. Torej, ni konca še zdaj januarja glede tega. Moja hči Sofija, 12 let stara, in njena sestrična Martina, 6, hči moje sestre Marije in njenega moža Hoseja, sta za Božič od moje druge sestre Sare dobili blind box Labubu figurice. Vsaka je odprla svojo škatlico, Martina je dobila rjavo, Sofija pa rozo. Martina je takoj hotela rozno, Sofija pa je takoj ponudila menjavo, ker rozo že ima in si je želela rjavo. Zamenjali sta, obe sta bili srečni in jaz sem mislila, da je to. Ampak očitno ne. Kasneje sta Martinina starša od nekoga izvedela, da je rjavi Labubu očitno redka secret verzija, ki se lahko proda za $250 ali več. Ko sta to izvedela, sta me poklicala in rekla, da morata punci takoj zamenjati nazaj in da mora Sofija rjavega takoj vrniti. Hotela sta celo, da se takoj usedem v avto in ga pripeljem, kljub temu, da živita 1 uro stran in je bila ura že 8 zvečer. Vprašala sem, ali Martina sploh hoče rjavega nazaj. Rekla sta, da to sploh ni bistvo. Po malo pritiska je Jose priznal, da mu je nekdo pripravljen plačati $225 za rjavega in da bi Martini potem dali roza, ki si ga želi. Rekla sem, da Sofije ne bom silila, da zamenja nazaj. Iz mojega vidika, obe punci sta bili z menjavo srečni in sta dobili Labubuja, ki sta ga hoteli. Sofija Martine ni silila ali manipulirala v menjavo, če bi jo bi takoj posredovala in rekla, kar dobiš, to dobiš. Ko sem jo vprašala, je Sofija priznala, da je vedela, da je rjavi redek, ampak ko sem jo vprašala, koliko je vreden, je rekla, da so to blind boxi in da rjavega sploh ne more
moreš kupiti, samo manj jih pač naredijo. Ni vedela, da je vreden nekaj veliko denarja. Ni dobra lažnivka in delovala je iskreno. Martina prvotno sploh ni hotela rjavega in se je razžalostila šele, ko je videla, da je Sofija dobila roznega. Zdi se mi, da Marija in Jose hočeta rjavega nazaj samo zato, ker ga lahko prodata in obdržite denar. Zdaj sta jezna name in pravite, da sem nepoštena in da izkoriščam 6-letnico. Jose je Sofijo celo označil za manipulativno. To boš pač bipala ven. Kar se mi zdi totalno pretirano, sploh ker Sofija ni vedela, da je figurica vredna veliko denarja. Samo vedela je, da je redka, da že ima roza in da je Martina jokala, ker je hotela roza. Sara je rekla, da je to neumna starševska drama, torej ta druga sestra, ki je kupila te labuboje, da se ne bo vmešavala in da naj to rešimo sami. Torej, ali sem kretenka, ker ne želim, da moja hči vrne rjavega labuboja? Čakaj, samo malo. Se pravi, a se ne gre... Mislim, a niso tukaj point otroci? Očitno ne. A niso to otroška darila, a ni fajn, da je njim všeč, da se imajo oni fajn, da... Meni je to tako šokiralo. What? Kaj imajo pa kle starše veze? Vse to s tem, da res jim gre za unih $200. Mislim, tako no. Mislim, vem, da je ena igrača, pa da ja, ok, to je kar veliko za igračo, pa tako sam dojno. Point je, da ja, one dve uživate v teh darilcih. Ja. Ta mala njuna si je res želela tega rozanga, zato ste zamenjali in to je to, ne? Jaz pač tukaj ne vidim enega big deala, ne? Mislim, sej sam igrača, sej konc koncev si ti to kupil zato, da usrečaš svojega otroka. Ja. Kaj te briga, da zdaj tukaj, daj mi nazaj, ker je 200. Pa da se zdaj krega zaradi tega. To je dobesedno zaradi denarja se kle kregajo in to zaradi ene labubu neumne igrače. Veš, kaj je najhuj, ker so pač tukaj vmes otroci, ki pa niso nič krivi, ki so dejansko samo veseli enega unga labubu. In kakšno sporočilo ti njim pošiljaš, ne? Upam, da vsaj nekako ta mali dve se ne zavedata tega prepira, veš, kaj mislim. Kakšen vzor si ti v bistvu kot starš svojim otrokom s tem? Sej to, ja. Pa s tem, da je ta fotor od te druge punčke, a neka zdaj hoče tega rjavga nazaj, je dobesedno to drugo ta malo označil za manipulativno pismo. Ej, to pa res ne morem verjeti, da otroka, ki nima nič veze s tem, ker je po mojem res samo važen to, kakšne barve je labubu, pa jo briga za vse ostalo. Pa sej, ne rečem, tudi otroci znajo biti nesramni, znajo biti tudi oni manipulativni, če nekaj res hočejo, veš, znajo nekako obrnta, ne. Ampak tukaj po mojem, da res ni tak primer, s tem, da kakorkoli že, tudi če se ti zdi, da nek otrok manipulira, pa ne vem kaj, mu ne boš preklinjal. Mislim, tako ne boš vprašal tega otroka to rekel. Mislim, jaz, če bi do mene prišel en drug fotor pa rekel, ej, tvoj otrok je pa ena navadna. Jaz ne morem verjeti, ej, in to zaradi ene igrače, ki je namenjena tvojmu otroku, ker sploh nimaš ti nič mislim, ej, sorry, halo? S tem, da mislim, je pa že tako, no, da se mi zdi tudi, da te labuboji, če smo že pri labubojih, ne? Pa še te labuboji, ja. Ne, kaj je vaše mnenje glede teh labubojev? Pač, ker meni je to toliko kar neki. Itak otroci bojo zagrabali za hype, če vidijo, da ima, ne vem, sošolka, to igračo bojo tudi oni hoteli, to nekako razumem. Sam je pa tudi absurdno, ko vidim tako odrasle ljudi, ki si kupujejo to, pa dajo na torbico, pa sploh ne izgleda dobro. Ne, mislim, veš kaj je meni? Jaz mislim, da je tukaj pač klasičen primer te naše ovčje družbe, ali kako naj temu rečem. Pač tukaj se je nek hype nabildal okoli teh labubojev in vsi so jih imeli in pač, ker jih imajo vsi, jih moraš imeti tudi ti. Ja. Sploh ne zato, ker jaz pa zdaj to vidim in mi je to ful dober in mi je to ful všeč in ne vem kaj, ampak pač zato, ker je bil nek hype okoli tega in zdaj pa tudi ti to moraš imeti. A veš, ista fora, kakor, ne vem, Hailey Bieber, ki je ustvarila ta svoj brand, ne, in ima te lip gloss ali whatever, in pač hype se je ustvaril okoli tega. Jaz verjamem, da obstaja 1000 drugih brandov, ki so bolj kvalitetni, ampak pač, ker je hype okoli tega, vsi to morajo imeti. Ali pa ta Hailey Bieber lipstick case ali whatever je bil. Skratka, in v takih trenutkih sem jaz toliko ponosna, da sem črna ovca. Ja. Ker res, jaz tako si mislim, če pri takih situacijah, ki so tako načeloma malenkostne, pa zdaj to, a imaš ti labubojo ali ne, to zdaj ni neka, ne vem, kakšna kritična situacija, da bo zdaj cel svet bo, ne vem, eksplodiral, zato ker si ga ti ni skupil, ne, ampak tako, pri takih malenkostih ti lahko vidiš zares, koliko nekako vodljiv človek si. A veš, kaj mislim? In če za tako stvar nisi vodljiv, pol veš, da tudi za kaj večjega pač ne bo zares, ne? Ker pač tukaj res temu cela družba sledi, ti pa pač rečeš, ne, to ni zame in pač si nekako dost tako samoreflektiven, da pač ostaneš nekako zvest sam sebi, pa da znaš sam pri sebi presoditi, da je to sam nek hype in ne dejansko
da ima zares ne vem kakšno vrednost. Mislim, jaz tako pri Labubujih, jaz nimam nič proti. Meni, če bi bil Labubu dejansko všeč, bi si ga kupila. Jaz tudi ne vem, kakšne stvari, ki je bil nek hype okoli tega, sem si jih kupila, ne zato, ker je bil hype, ampak ker so mi bile dejansko všeč. Ta Labubu, pa ne vem, ker mi izgleda, ker neka pošast, pač mi ni všeč. Kaj naj jaz tem delam? In ja, prav je, da pa ne, da si črna ovca, ampak da znaš reči, ok, to je samo neko vodilo družbe. Jaz tega ne rabim, to mi ni všeč. Tako da jaz sem tukaj tudi zelo vesela pri takih stvarih, da doskrat nimam denarja, ko nekaj tacga ven pride, da ne kupujem impulzivno, samo zato, ker to je pa zdaj in to rabim, ne. Ampak saj lih to, a ti dejansko tudi, če bi imela denar, bi kupila to Labubuja impulzivno? Labubuja ne bi. Pač bi kupila tisto, kar mi je všeč. Recimo takrat, ko je bil hype za te ugice oziroma agice, kakorkoli, ne. Jaz jih nisem kupila zato, ker je bil hype, ker so mi bile hude, ampak pač zato, ker so mi bile dejansko všeč. Se strinjam, pa tudi, če smo že pri tem, no, samo še ena stvar tudi glede mode, veš. Tako isto, pač ne vem, kakšen trend, zunaj recimo, ne, in isto tako se mi zdi, da ljudje kar forsirajo pol v te trende samo zato, ker so trendi. Ker ne vem, recimo jaz isto, mogoče je kaj trendi, pa je tudi meni recimo všeč, sam na primer pa jaz to probam, pa vidim, da recimo na mojo postavo ne paše ali kakorkoli že. In jaz pač ne bom to forsirala, samo zato, ker je trendi. Ja, se mi je lepo mogoče tudi, sam pač vidim, da zame ni to, a ne. Ja, absolutno. Ampak se mi pa zdi, da ja, ljudje kar nekaj forsirajo samo zato, ker je trendi in to mi tako, te trendi mi grejo na živce. Jaz tudi tega. Mislim, kakšni trendi so mi fajn, ne, so mi dejansko všeč in ne vem, sploh kar se tiče oblek in tega, ne, in si bom kupila. Sam je tako, cela ta ideja trenda mi gre kdaj na živce, a veš. Tako tudi ne vem, kakšne stvari recimo, ne vem, jaz sem neki, zdaj mi nič pametnega padalo na pamet, sam tako, neki sem nosila še preden je bilo to ful moderno. Kaj sem ta bordo rdeča barva, jaz imam ful enih bordo rdečih stvari doma, še preden je postala popularna. Zdaj pa kao trendi, zdaj pa kar od enkrat vsem všeč, čeprav če bi pa jaz ne vem, kakšni kolegici to predlagala par let nazaj, bi bila tako, ne. Zdaj, ker je pa trendi, pa kar v glavi se ljudem kar neki preklop. Ja, razumem, ne, tukaj čisto razumem, zakaj trendi ne in zakaj je to mogoče kdaj moteče, no. Tako da, kar se tiče Labubujev, lahko ponosno poveva, da nikoli nisva imeli nobenega. To je to. Okay. Pa veš ti za nas. Ja, eno zgodbo. Sumim, da mi fant jemlje denar iz najnega skupnega šparočka za potovanje. Ojej. Lani januarja. Samo, zanimivo, še ena nekaj povezana z denarjem. Ta je bila tudi z denarjem. Ja, se zmenila, pa se ne, mi ne veva, kaj bo druga imela. Ker pač udaram ta prvo, ko jo imam. Skratka, lani januarja sva se s fantom odločila, da začneva varčevati za najno večmesečno potovanje po Južni Ameriki. Odprla sva skupni šparoček, kamor vsak konec meseca dava svoj dogovorjen znesek. Na začetku sva se oba držala dogovora, šparoček se je pridno polnil, dokler ni pred nekaj tedni denar začel izginjati. Ojej. Ko sem šla zadnjič notri položiti svoj del, sem opazila, da manjka več kot 500 evrov. Ja. Ker denarja ne uporabljava za nič drugega in ga imava dobro skritega, sem bila najprej samo v šoku. Sumit nisem imela koga drugega kot njega, ampak nisem hotela takoj delati nekih zaključkov, zato sem se odločila, da malo počakam. Konec meseca sem dala notri svojih 100 evrov in on svojih. Naslednji dan sem šla preveriti stanje. Logično bi bilo, da je v šparočku več denarja. Ampak ne, spet je manjkalo 200 evrov. Takrat sem ga soočila. Nisem ga napadla, samo vprašala sem, ali ve, kam gre denar. In namesto iskrenega pogovora se je začel razburjati. Da je nujno rabil denar, da bo itak vse vrnil, se je tudi njegov denar in da delam dramo brez potrebe. Ampak mene ne moti to, da ga je vzel, moti me, da ga je vzel iz najnega skupnega šparočka, za katerega sva se oba zavezala, da ga ne bova uporabljala, dokler ne kupiva kart in odrineva na pot. Zdaj pa smo prišli do trenutka, ko bi bilo res treba kupiti karte in seveda nima denarja. Iskreno, počutim se izdano, ne zaradi zneska, ampak zaradi zaupanja, po drugi strani pa ne vem, ali res jaz pretiravam, saj vem, da gre za njegov denar. Kaj bi vidvi naredili na mojem mestu, bi še šli na potovanje z nekom, ki mu očitno ne moreš zaupati. Ne, absolutno ne. Pač spet, ne gre se sploh za denar. Lej, če meni človek, moj partner sploh, če mi pove, da ima finančne težave, da rab pomoč, da rab ta denar, z veseljem prodam zadnjo, ne vem kaj, da ti pomagamo v bistvu. Sam gre se za to, da pač mi povejo, ne, saj sva ekipa, saj sva skupaj v tem, s tem, da ja, kakor je tudi ta punca rekla, ona dva sta se zavezala, da bosta pač ta denar uporabila za potovanja, da bo... In to je to. In če vama res zarusta, potem pač najprej prideš do svojega partnerja, mu poveš, lej, to pa to se mi je zgodilo, nujno bi rabil denar, a lahko. S tem, da potovanja so itak nekaj luksuznega, pač
na potovanje ti ne rabiš iti. Pač boste pa skenslala, ne, če finančno ne gre skozi, ne. Halo? Sam prav je, da se to pove, ne, da ti na skrivaj tam jemlješ denar iz šparovca, pa se pol narediš budalo. To mi gre drugače toliko na živce. S tem, da ona, kakor sem jaz to dojela, je njega soočila na nek tak zrel, normalen način. Samo vprašala ga je, zato da se ve, ne. In on, kuj defenziven rate in Itak začne je moj napadati. denar, ne vem kaj. Jaz to sovražam. To je nesplošno. Ne. A veš, ne rečem le tudi, da bi ona mogoče do njega pristopila agresivno. Zdaj ne vem, ona je to opisala, kakor da ni. Zdaj, če ona, pristop do njega, pa ga začne tam napadati, to je logično, da človek rata malo defenziven. Tudi če se ti motaš vsem pač podzavestno, ne moreš si pomagati, malo rateš defenziven, ne. Jaz bi pa ne vem, kaj bi maybe malo vse prišla, bi bila tako, ne, sorry, lej, se je res moja napaka. Jaz sem zafrknil, ja. Ja, sama veš, če te pa nekdo napade, pa da se ti počutiš tako stisnjenega v kot, valjda boš malo tako čudno reagiral. Ampak ja, kakor sem jaz dojela, njo je sam legit zanimal, kaj je fora. Ja, pač kam je še zdaj ta denar, ne zbirava zdaj za potovanje, ne. Ja, tako kot se ti reka, se čisto strinjam, tukaj mogo bi pač prej to povedati, je nič ni rekel, pa tudi tako, veš kaj, jaz bi bila malo razočarana mogoče, ker to, da se jaz veselim enega potovanja 1 leto, pridno šparam in to, in pol kar naenkrat, ko mora kupiti recimo letalske karte, ko pride ta moment, ko si tam nahajpan, zdaj pa nekaj bo, ne, in odpreš v šparovc, in tam ni nič, neki pajki pa pajkove mreže noter in čri, ne, bi bila tako, a veš, zato mi sam pač prej povej, prej me priprav, ne, da se jaz cel let hajpam na to, ne, pa da rečeš, lej, letos nama žal ne bo znesel, jaz sem pač v malo finančni stiski, v redu, pač na svoj denar, bom jaz svoj delež imela in to je to. Točno to, jebi ga, ne pa da si tih, pa da na skrivaj jemlješ. In zato to gre meni na živce tako nasplošno, tudi mogoče pri neiskrenih ali pa nedirektnih ljudeh, veš, ko ti ne povejo direkt in te to pol s časoma, ne, pač pride itak za tabo, ker slejko prej se bo zvedel in pa si razočarana, veš, ker sploh ni problem v tem, ja, saj verjetno boš tudi v tistem trenutku, če nekaj skenslajo, razočaran, a ne, sam vsaj veš, a ne, a veš, kaj mislim, pač kakor pa da se to vleče. V glavnem, jaz na tvojem mestu, kar bi jaz naredila, vzela bi ta svoj delež denarja, kupila bi si letalsko karto in bi šla. Obstajajo tudi aplikacije, recimo Couchsurfing in podobne platforme, kjer ti dejansko lahko tam na določenem kraju, kjer si najdeš družbo, se z njimi hengaš ali kakorkoli, tako da bi šla. Ne bi skensala tega potovanja, bi šla pa sama. Pa mu lahko pošiljaš slike, pa on lahko gleda tvoje storije, kako se imaš ti fajn. Pa se mi zdi, da tudi mogoče, jaz ko isto sem si rekla, da moram biti vsaj enkrat na eno potovanje res absolutno sama. Tako da pol tam ljudi spoznam, ker bi to tudi ful rada doživela. Po eni strani mi je malo strašno, zato ker jaz sem še vseeno malo paranoičen človek kdaj, pa ne vem, ful sem eni grozljivk pa trilerjev že pogledala, da vem, kdaj, ko si, ne vem, mlada punca nekje sama, da pač nikoli ne veš, kjer je psihoti te najdejo. Sam tako po drugi strani pa kaj boš zdaj cel life živel v strahu, pa se boš nečemu izogibal, zato ker kaj, če se bo pa zgodil. In kaj pa, če bo obratno, kaj, če bo pa to tako najboljše potovanje tvojega lajfa? Mislim, če bi vsi tako razmišljali, pol je najbolj, da smo zaprti skozi noter in da nikoli ne gremo ven, ker lej, kaj, če jaz zdaj stopim ven, pa nekaj pade name na glavo. Ja, exactly. Bog nadej, a veš, kaj, če se tam v trgovini ena polica name podere, pa umrem. A ne, mislim, tako razmišljanje brez veze in to se absolutno strinjam, da moraš iti na eno potovanje. Čak, a ti si šla kdaj sama? Ne, prav sama ne. Mislim, šla sem z eno kolegico pri 18 letih, sva šli na Kanarce za 2 tedna, bilo je drugače super, res sva se imeli fajn, ampak zdaj, odkar sem pa pač v zvezi že 6+ let, pa ne. Sej to, Skozi in to tudi hodam jaz. s partnerjem. Se pravi, midve z Mašo obe so že v ful dolgih razmerjih in tudi to se mi zdi tako ful pomembno, da tudi če si ti z nekom ful dolg časa v razmerju, da moraš še vseeno izkoristiti tudi te dodatne stvari, torej da greš pač sam. Mislim, Martin itak, moj fant recimo ful ni posesiven, v smislu, njemu bi bilo to navaden. Ja, Pavlu isto. Tako ni zdaj problem v tem, da ne bi bilo da bi bilo karkoli, da bi kdorkoli omejeval. Sam pač ko si v zvezi, pa si nekako navajen enostavno na to, ti javiš, da rečeš, a greva tja pa tja, kupiva karto, a veš, tako, kakor da ti več nisi sam svoja oseba, ampak kakor da sta vidva oba dva ena oseba skupaj. In jaz moram priznati, da meni gre to malo na živce. Jaz sem še kar sama svoja oseba, v smislu tako, ne vem, naprimer, jaz tudi nisem tip človeka, da bo v zvezi, pa da bo kar skenslu vse svoje prijatelje. Recimo, to se mi zdi, da dosti folka dela. Dobijo partnerja in polkrat tako malo pozabijo na prijatelje. Ne zelo namerno, sem pač ker si zdaj s to osebo. Tvoj svet se enostavno začne vrteti samo okrog tega partnerja in samo vidva sta v tem nekem mehurčku. In malo pozabiš tudi na druge stvari in na druge ljudi, ne. Ampak jaz sem nekako ponosna na to, da mogoče tako tisti prvi let, ko sem bila s fantom, je bilo tako, ampak pa sem pa pač ampak zares nisem nobenega nikoli skenslala in tudi zdaj imam tako še kar prijatelje in tudi
hodim na žurke s prijatelji, brez fanta, grem tudi na potovanje s prijateljco, brez fanta, to še kar delam. Sam ne delam pa tega v smislu, da bi šla mogoče kam sama tudi pa tako. Ja, To bi bilo tudi dobro še doživeti, ker nočem pol nekega dne za nazaj gledati in pač česar In ti je žal. obžalovati. In Ja. ne daj Bog, da pol še mogoče zameriš svojemu partnerju. Ne, ker je on karkoli naredil ali pa ti pripovedal, sam pač, ker v podzavesti imaš ti kar feeling, ja, če ne bi bilo tebe, bi pa jaz tja šla. Ja. Tako da to je treba, Maša, in jaz predlagam, da greva letos polet midve nekam Jaz sami, se strinjam. pa Veš, kaj še mogoče tako še prav sama. Zdaj pa nas A greva kar še na eno na mojo eno zgodbico? zgodbo, tako. Okay. Ta je pa ena prijateljska. Prijateljska, ok. Ja. Jaz, 24 let stara punca, imam res grozno zgodovino z mengi. Nikoli se mi ni končala zveza na način, ki ne bi bil totalna katastrofa, ki ti razbije svet. Več primerov varanja, ghostanja, zloraba in tako naprej. Lani sem imela najhujši razhod v celem življenju, ki me je psihično uničil za celo leto in še malo čez. Nimam velikega kroga ljudi, ampak imam manjšo skupino prijateljev, ki vsi vedo za mojo slabo zgodovino z vezami. Letos sem se odločila, da bom po razhodu spet malo poskusila z dejtanjem in sem se približno 4 do 6 tednov bolj casual videvala z nekaj ljudmi. Pomemben kontekst je tudi, da imam bipolarno motnjo in če tega ne veš, velik del tega je, da se zelo hitro navdušiš nad novimi stvarmi, potem pa interes časoma pade. Enako je pri zvezah. Pri dobrem prvem zmenku si full hypan in optimističen, potem pa stvar hitro zamre in moraš vsem povedati, da spet ni uspelo, kar je lahko full neprijetno in nerodno. Tokrat, ko sem se odločila, da bom malo dejtala, sem se načeloma odločila, da tega ne povem nikomur. Malo sem že sita tega, da vsem prijateljem pišemo neki super osebi, ki jo videvam, potem pa itak nič ne rate. In oni so verjetno tudi že siti tega, da jim vedno razlagamo o novih stvarih, nad katerimi sem navdušena, ker vedo, da bo interes itak izginil. Delam na tem, samo zavedam se, da sem lahko naporna. Med dejtanjem po nekaj aplikacijah sem spoznala svojega zdajšnjega fanta in zelo hitro ugotovila, da ga hočem videvati več kot samo kot nek casual friends with benefits odnos. Nekajkrat sva se videla, potem pa so se odločila, da bova ekskluzivna. Nobenemu od prijateljev nisem povedala za vsak slučaj, če ne bi šlo, ampak zdaj je minilo že 4 mesece in sva še vedno skupaj, tako da sem se odločila, da jim povem. Skupinske čete sem poslala nekaj slik in napisala, končno sem ga našla. Pričakovala sem, da se bodo smejali z mano, sploh ker sem smešno slaba v skrivanju skrivnosti. Namesto tega so me praktično vsi napadli, da sem jim 4 mesece lagala in da sem čudna, ter da sem izdala njihovo prijateljstvo in zaupanje s tem, ko jim nisem povedala, da imam fanta. Sovražim direktno laganje, tako da sem v bistvu ves čas lagala s tem, da jim nisem povedala, da hodim na zmenke in da sem z nekom ekskluzivna. Odpovabili so me od novoletne zabave, zdaj mi je pa ful nerodno in nočem izgubiti vseh prijateljev zaradi nečesa, za kar sem mislila, da bo samo zabavno presenečenje oziroma smešen reveal. Če sem dejansko zafrkana, hočem to vedeti, ker mi je pri kakšnih stvareh težko presoditi, kaj je prav in kaj ne. Ne poskušam ljudi pridobiti na svojo stran, če je to nekaj, kar bi ljudi nasplošno prizadelo, hočem vedeti, da bom drugič boljša, tako da prosim na svet. Ok, aloh samal. Jaz upam, ne vem, če se bo tukaj strinjali, ampak zakaj si ti dolžen svojim prijateljem takoj povedati vse? A veš, kaj mislim? Se definitivno strinjava. What? Mislim, Ja. jaz tudi, ok, moja mami, primera, ne, da bi ona zdaj začela spet dejtati, da bi hodila na zmenke. Jaz razumem, da pač ona meni ne bi sigurno po prvem zmenku povedala pa rekla, spoznala sem enega tipa. Pač rabaš nekaj cajta, da spoznaš to osebo, da vidiš, če je to, ne, preden jo predstaviš komurkoli. In jaz ne bi od moje mami ali pa od svojih frendov nikoli pričakvala, da zdaj mi morate pa vi to takoj povedati, če greš s kom na dejt, mi moraš to povedati, mislim, sorry. Ja, Halo? a veš kaj, tukaj, mislim, se strinjam čist, tukaj kao je fora, da ona da spet ni tako, kar da je šla z njim na dejt, pa je bilo to pač kao 4 mesece sta že skup, to je z enim prav partnera, ne. Okay, Ampak še vse, ja, jaz se čist strinjam v vsakem primeru s tabo. Pač ni ona dolžna Ampak tega ni dolžna, povedati. ja. Saj ni ga skrivala v smislu, da bi se lagala, da nima nobenega. Samo pač res se je hotela prepričati, da je to, čakala je, da bo tista prav moment, da lahko pove, takrat je to čutila in je to povedala. S tem, da ona ima več kot očitno tudi nek strah pred obsojenjem, zato ker pač, kakor prav sama, a ne večkrat, kaj začne in pol pač noč ni iz tega in je rekla, da tudi je dobila feeling kot pri teh prijateljih, a ne, da so tudi oni že naveličani, veš tega, oziroma noče jim vzbujati tega feelinga, a ne, v smislu, da je naporna, ker jim konstantno govori, pa noč ni iz tega in je v bistvu zato hotela mogoče najprej počakati, da sploh vidi, da se iz tega kaj izcimi, kar je razumljivo na nek način, če tako pomisliš. Zdaj v bistvu, ker razmišlja, ne, se pravi, ona tukaj pri teh njenih prijateljih hodi po nekem zelo tankem ledu. Se pravi, mora res biti previdna, kaj reče, Slab znak. da ne reče, ne vem, ful preveč stvari, da jim ne gre na živce, da ne vem kaj, mislim, a je tebi to normalno? Ne. Tudi to, da te frendi tako grdo izločijo, ker po 4 mesecih poveš, da si v zvezi in te
ne povabijo na kaj, na božič, na novoletno? Na novoletno zabavo, ja. Odpovabili so. Sorry, kada je naredila, ne bi rekla zdaj, da bi oni izvedeli, da je ona, ne vem, govorila za njihovim hrbtom ali nekaj, ampak zaradi ene take gluposti ti zdaj odpovabiš nekoga od novoletne zabave. S tem, da če te že to zmoti, če si tako občutljiv, pa res pričakuješ od prijateljev, da ti vse kuj pove, kar je to, kot smo rekli, nelogično. Če že, vsaj na lep način to povej, pa bomo razrešili. A veš, kaj mislim? Pač povej, le mene je malo prizadeli, sem mislila, da so si ne vem kaj, sem bližje od tega, da mi boš prej povedala, malo sem žalostna, ampak sem vesela zate. A veš, kaj mislim? Pač tako, če že. In drugače ta situacija me ful spomne na eno mojo bivšo prijateljico. Joj, to je bilo pa tudi konec srednje šole. Jaz sem imela v srednji šoli tako en malo bolj tak toksičen odnos z enim fantom, pač ko bila sem sicer ful zaljubljena pa vse, ampak pač res ni bilo zdravo. In ta moja kolegica tudi, mi je večkrat tako pač rekla, da bi bilo mogoče dobro to končati in mi je pa svetovala in tudi se je na nek način že ponavljala in jaz verjamem, da je šlo to že na živce, ker pač konstantno ti nekaj svetuje, ti pa ne jemlješ tega resno, kaj boš, ne? No ja, in kakorkoli jaz to razumem in jaz sem se tudi tistaj zavedala, da sem malo naporna na nek način, tako kot ona, ampak veš, ker sem vedela, da me že malo obsoja zaradi vsega tega, sem enkrat naredila to, da sem v bistvu, ko sem dala tega fanta na story, na Instagram story, sem skrila story pred njo. In pa pred njeno sestro, ker sem vedela, da si tako se povesta, ne? Samo zato, ker nisem hodila, da me obsoja. A veš, kaj mislim? Ampak, a se nisi takrat vprašala, a je to pol dejansko moja frendica? Ne, jaz sem se že nekaj časa o tem sprašvala, je to moja frendica, ker mi je že prej tako tudi ene scene delala, pač nisem to fora, ona je imela ful, upravljala me za hrbtom, pa tako v družbi me je kdaj znala ful izločati, v smislu, da sem se res počutila zelo izolirano na nek način, ne, ful je imela enih for, sam sem to požrla, sam zato, ker sem jo tako dolgo poznala in sem pač, ne vem, tako, kot na sestro sem gledala, kot sestra mi je bila in pač, veš, tako pol kar poješ kakšne stvari, pa tako rečeš, pa se noben ni popolna, ne, ful slabo vem. No, v glavnem, in sem jaz skrila pred njo, ampak je ona to zvedla, zato ker je ena njena druga kolegica ji očitam povedala. Se pravi, ti moraš že vedeti, da one so se mogle konstantno o meni pogovarjati, pa me upravljati, zato da je imela ona njena frenica v bistvu sploh to potrebo, da gre njej pisati za moj story. Nino, pa tega ja, tipa, točno to. In je ona to tako zvedla, ne? In pol kao na fora mi je zamerila, kao da sem kar skrila pred njo, kao kakšni prijatelji skrivajo storije pred tabo in me tako ful grdo me je tudi napadla glede tega. In pa sem res pač tako, sem mi pač rekla, ne, sem mi pojasnila, tako kot sem zdaj te pojasnila, da se pač z njene strani malo počutam obsojeno, pa tudi se tudi sama zavedam v bistvu, da to razmerje je toksično in da ga moram končati in sem se tudi sama malo na nek način neumno počutila in sem zato raj skrila, ker se mi enostavno ni dal spet razlagati pa pojasnjevati. A ne sem se zavedala, da ni to tako cool, kar delam, sem pač enostavno se mi sam zdel malo lažji, tako ker itak jaz že vem, kaj ona misli o njemu, ve, kaj jaz mislim, kaj jaz mislim o vsem tem in kaj pol fora. No, ampak ja, v glavnem, in tako, to je ena taka stvar, zaradi katere se razumem, da bi mi mogoče ona tako malo si mislila svoje, pa mi kaj povedala, okej, samo ona je prav končala prijateljstvo porkao zaradi tega. Ja, ampak to je v bistvu bil, jaz se tega zavedam, to je bil v bistvu kot nek izgovor sam. Ja, da je pač lahko ona to končala. Ja, a ne? In pač to izkoristila priliko, ker sem kao jaz to otročja, ker skrivam storije, kar ne rečem, zdaj mogoče sem tudi bila rahlo otročja, takrat sem bila konec koncev stara koliko, 19 let. Da si ti prišla sploh v to situacijo, da si mogla, da nisi mogla biti več iskrena svojo kao najboljšo prijateljico, a ni to en tak res red flag. Ja. Mislim, a veš kaj se meni zdi? Se pravi, ženske, tipi, itak, skozi imamo veliko zapovedati, skozi se vrtimo okrog enih in istih problemov, ampak to je logično. In logično je, da boš pač svoji frendici to razlagal. In jaz tudi ne vem, imam eno zelo dobro prijateljico že iz srednje šole in ona je dala že nekaj tipov čez in neke ljubezenske težave in sem skozi poslušala ene in iste zgodbe. Ona je tudi od mene poslušala skozi ene in iste zgodbe. Ti od mene poslušaš eno in isto, če tako pogledaš, ampak a ni point prijateljstva, da pač sej ti meni zdaj na tej točki več ne moreš nič ponuditi, veš, ne moreš mi reči, ja, Maša, daj pejt na razen ali whatever, ampak samo to, da pač poslušaš. A veš, da si tam, da jaz lahko to zlijem iz sebe in da pač ti tam to poslušaš. Točno to, ja. To point, ne pa, Točno da se rabim jaz zdaj slabo počutiti, mislim, konec koncev smo ljudje, smo ženske, a vse veš, kakšne smo. Ja, pač, valjda. In da tega ne razumeš in da mora biti meni zdaj bed pred neko mojo zelo dobro prijateljico, in kao govoriti neke stvari, pa tudi, če se že 1000krat ponovim, ja, sorry, mislim, to je res bad. Ja. Ne vem, meni je to tak zelo velik red flag in da prideš pol do te točke, da moraš skrivati storije, recimo,
mi je tudi tako malo. Ja, pa da imaš ta občutek, da hodiš po tem nekem tankem ledu, Tankem da te ledu, konstantno tako je. nekaj skrbi. Pač, sorry, to je kar slabo. Ja, pač Pa jaz sej se ne s tem rečem, strinjam. kdaj je tudi smota, ne vem, tako, sej kakor pravim, ne, jaz sem se dost ponavljala, pol že glede unga fanta in sej verjamem, da zna biti to nadležno. vseeno, če si sam ti še res vseeno, dobra ja. frendica, pač boš to poslušala, ja, mogoče ji ne boš zdaj vsakič rekla, da je pust ga, ampak si, a veš, vsaj nudiš še neko oporo. Ja. Ne da rečeš, ok, zdaj imam pa došč, če ga ne boš pustila, mi nikoli več ne smeš o njemu razlagati. Ja. Sorry, pa vsi vemo, kakšne smo ženske. Mi ne bomo tipa kar zaradi prve stvari, ki bo tam pustile. Mi bomo rabile kar nekaj cajta, mogoče celo več let, da pač to dojamemo, bomo mogle kar nekaj Ne dati vse, čez. ne vse, ampak znamo biti pa take. Ja. Ja, pač, sorry. In če ti tega kot moja zelo dobra prijateljica ne moreš razumeti, sorry. Pa pač, lej, mogoče nismo za prijateljstvo, ne pač. Ja, Lej, pa pač dup nekoga, ki je popoln. ja, ker to je pol tudi neko In to je to. pogojeno prijateljstvo, Ja. veš, kaj mislim, Ja. da v bistvu, ker kot si rekla, ne, sej, točno tako, ti pa si, jaz recimo sem pa bila zmer tudi, ker se je ona ponavljala glede določenih stvari, pa tako Ja. sem bila pa zmer tam za njo, ne. Ja, točno Pa to. nisem nič jamrala, pa nisem nič obsojala, ne, pač tako je, kdaj človek ne rab, kdaj te človek ne rab za to, da ti njemu tam svetuješ, kdaj te Svetuješ, rab tako. samo zato, da ga poslušaš. Tako, točno to. Ja, da ga dejansko pač tam poslušaš, da si tukaj zanka in da pač lahko on to ven iz sebe. Ja. In, a ni to point prijateljstva, ne samo, da ok, si dajva midve neke nasvete, sej ponavadi folk, ki ima neke ljubezenske probleme, točno ve, koliko je ura, pa točno ve, kaj mora narediti. Deep down veš, sam, Ti rabiš samo nekoga, da te posluša, da daš to ven, a ne nekoga, da ti zdaj svetuje, pa reče, ja, pust ga. Mislim, sej to jaz vem, a ne sam. ja. A ne, nisem še na tej točki, da bi bila Kdaj pripravljena. je sicer dobro to tudi slišati in sem, lih to je ta point, maybe pa rabaš nekaj tako večkrat slišati, da se končno pol s časoma Ja. nekako se tudi sam odločaš in rečeš, ok, zdaj pa res dosti. Itak konc koncev se moraš to ti najprej sam pri sebi odločiti. a ne. Meni Sam še- tako, kdaj kakšna spodbuda tudi pomaga. Ja, razumem. V glavnem, to niso dobri prijatelji. No. To Ja. mislim, da ne samo zdaj zaradi tega, ampak že to, da ne vem, da te noče poslušati, da te imajo dost, da moraš paziti, kaj rečeš, kolikrat kaj rečeš. Ja, to je zelo slab znak, tako da jaz, njo zdaj skrbi v smislu, kaj noče izgubiti prijateljev. Jaz mislim, da bi teh prijateljev ona mogla izgubiti, iskreno, naj se jih izgubi. Naj najde nove. Vem, da je to tudi težko, a veš, to je drugače tudi ful smotan, se mi zdi, sploh v današnjem času, ki je vse nekako poteka prek teh družbenih omrežij, dosti enih plitkih odnosov obstaja. Ful težko je spoznati dejansko ljudi, s katerimi tako v teh letih. Prave A prijatelje. veš, v poznih 20-ih, ja, recimo. Ja. Da dejansko se razumeš na tem nivoju z njimi, da lahko Da se prav tako globoko poklopiš, ja. vez Ampak, a veš, kaj mislim? Itak pravih prijateljev ti ne boš imel malo morje. Jaz Ja, to tudi, je res. recimo, pravi prijateljci imam samo dve. In jaz imam njiju dve in imam drugače tudi In veliko čez drugih glavo, pri- realno. Ja, čez glavo. Imam tudi ful velik drugih prijateljev, Ja. ampak to so pač pol neki tako, ne plitvi odnosi, ampak ni isto. Tako bolj priložnostno mogoče. Tako Ne vem, je. če se slučajno lih zmeniš, da kam Ja, greš, ali pa ja. tako, kaj pač. Pa tudi smatraš za kolega, sam Za ja ni to kolega, ja. globoko Ni- spet. ni točno to, In to je ni čisto to normalno. globoko, ja. Ampak se mi pa zdi, da jaz mogoče včasih sem to idealizirala. Jaz sem tako včasih, ko sem bila mlajša, jaz sem smatrala kar vsako osebo, ki je tako, da so se vsaj približno zaštekali, pa ne vem, vibali na isto musko, kaj jaz vem, sem kuj smatrala za nekega res prijatelja. In jaz moram to kdaj sama pri sebi malo tako ločiti. A veš, niso vsi kar res prijatelji. a ne? Ja. Samo zato, ker se nekako približno razumeš z osebo, to ni kuj prijatelj. A veš kaj, to je pa ta problem, ker recimo jaz sem ful taka, da, a veš, če bo nekdo ful prijazen do mene, bom takoj, a veš, ja, ok, zdaj pa to je pa moj pravi prijatelj, zdaj mu pa lahko jaz Ja. vse povem. In ful hiter tudi rataš neka odprta knjiga, kar je ful slabo, ker potem pač taki ljudje, ki jih ti dobro ne poznaš, lahko to izkoristijo proti tebi, ne? Ja. To se je meni že zgodilo. Meni tudi, ja. S tem, da jaz tako bom rekla, meni ni bed, da sem odprta knjiga v smislu, jaz tako, pač kako bi temu rekla, tako srce nosim na dlani na nek način in mene to ni sram in ne obžalujem. Tudi če na koncu mogoče kdo izda moje zaupanje, pa zaenkrat, hvala Bogu, se ni zgodilo na nivoju, da bi to mene pol neki ful stal, a veš. Ampak tako, zaenkrat, tako, če že kdo izda moje zaupanje, jaz sem pa tako, ok, tak človek si ti, vem, v lifeu ti več noč ne povem, naučim se lekcijo, grem naprej, oddaljim se od te osebe in je pa to vsaj. A veš, kaj mislim, pač v najslabšem primeru, no. Ampak ja, ne daj Bog pa, ne vem, da bi mogoče kdo izdal tvoje zaupanje na način, da bi to v tebe pol ful, ne vem. Ja, pa izrabo te stvari. Ja, ko da ti bi poveš, mogoče ja. res, ne vem, kaj sem izgubil službo zaradi tega, kaj je s tem, no. Ja, ne, Da imaš res neke posledice, to se mi ni zgodilo, hvala Bogu. In Ne, tudi se ne, jim ne. nič tazga, itak nisem nikoli naredila, da bi se mi lahko, veš, kaj mislim. Samo mogoče ja, kaj preveč povem in pol to ta človek izkoristil v smislu, da ne vem,
kaj pa je zdaj ni dobrega primera, ampak da to pa izblebeta pred ostalimi in pa se ti malo brukam počutiš. Recimo. Ja, razumem. Pomislim. Se pravi, pri tej punci specifično, meni se zdi, da ona tega ne bi smela gledati kot neko izgubo prijateljev, na izgubo na splošno, to ni izguba. Oprosti ti, da pač se oddališ od nekih ljudi, ki ti želijo slabo, zaradi katerih se ti slabo počutiš, to ni izguba. To je kvečem pač velika zmaga zate. V bistvu, ja. Ja, razumem tudi to, kar si ti rekla, da je prijatelja težko najti, oziroma vsaj tiste prave, to je res, ampak je tako, pač ti boš Nina, jaz sem se prav rekla, da ti res tebe smatram kot pač neko osebo, ki mi je zelo blizu, pa Špelo. Jaz sem to bejbo, to Špelo spoznala najbolj random možen način. Ona je bila ful dobra kolegica za eno punco, in jaz sem imela z njenim tipom neki. Ampak ne, ker sta bila ona dva skupaj, ker nista bila skupaj pred tem vsem, whatever, ne. Ampak ona je bila pol neki ljubosumna, oziroma vedela je, da sta bila midva včasih skupaj, bla, 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 ne. In sta se s to Špelo pač ful pogovarjali, glede mene, in midve Špelo sta bili pa na isti šoli. In je pol tam Špela mene pač tako malo gledala, pa ne vem, kdaj poslala kakšno fotko od mene tej punci, bla, bla, bla. Skratka, malo grdo, ampak okej. In pol na koncu sva se pa midve Špelo poklopili. To pa tako, da smo šli na eno ekskurzijo in ona je takrat spoznala mojega takratnega tipa. In moj takratni tip je takrat neki na eni črpalki, neki glupga rekel, ne vem, da mi bo kupil nek drek ali nekaj, skratka kar nekaj. In ga je ona takrat napizdila in se postavila zame. In pa so šla midva s tem tipom narazen in takrat so se pa midvi ful pobondali in mi je ful stala ob strani in tako, a razumeš, čist na nek najbolj random način. To je pa zelo random, ja. Sem razvila nek tak dober odnos, da zdaj sva, mislim, da že 8 let, lepo. Ful dobri frendici, sicer je res, da tako, kot so se v srednji šoli družili, se pač več ne, vsaka ima svoj life, ampak vem, da jaz, če Špelo v življenju ne bom slabe stvari rekla, nikoli se ne bo, mislim, nič tako, a razumeš, ne? Ja. In tudi tebe, na najbolj random način, res, na radiju, na audiciji, slučajno so naj dali skupaj z Gregorjem na te vaje. Ja. In sva se takrat tako jeli, mislim, da se ti pol mene zafollovala, sva se začeli nekaj glede tega pogovarjati in sva tako razvili nek odnos in zdaj imamo podcast skupaj. Ej, noro, to je tudi noro. A veš? S tem, da jaz moram to spet ponoviti, pa sem že na tem podcastu to povedala, sam nikoli nam pozabila, ker sem sedela tam v veži z audicijo na kavču, malo sem nervozna in pol Maša zakoraka gor po stopnicah in tako, čau, srečno, in tako cela nasmejana, prijazna in jaz tako, ta ima res dobro energijo. Sam po drugi strani pa tako, ta speljala mi bo audicijo, zdaj bo dobro, jaz sem dovlaš. In pol na koncu so obe nekako pristali tam, res dobro. In evo, kje sva, a veš, tako, in hočem povedati, da ti enega pravega prijateljstva, če ga boš iskal, ga ne boš nikoli najdel. To se zgodi tako, ja, čisto slučajno, ja. Sorry, res mislim, je. a veš. Ti connectioni so tudi redke. Veš, jaz sem že spoznala tudi zdaj, odkar sploh kar delam na radiju, sem spoznala ful enega cool folka. Veš, da so legit v redu ljudje, pa vse to, sam pač ni tiste neke globlje naveze, ki jo z nekom ali začutiš ali pa pač ne, no? In nič ni narobe s tem, sej ne rabi tu vse ne vem koliko globoko. Itak da ne, se ne rabiš biti zdaj z vsemi best frenda, ne. Važno je, da jih imaš tistih par ali pa enega, ki ga imaš. Točno to, in da je pač res prav prijatelj, s katerim imaš lahko pač nek tak globok odnos. Tako da tudi to, da ti izgubiš te prijatelje, kot sem že rekla, ni izguba. To, da te pa skrbi, jih boš najdla, sploh še kdaj, sigurno jih boš, ampak najdeš takrat, ko ne iščeš. Wow, kako lepo, evo. Ne, drugače, zelo res, zelo lepo si povedala. Ok, no dobro, zdaj pa kar zaključiva, ker meni se že mudi na šiht, v bistvu. Mene tudi. Tako da bo treba pičiti. Hvala, ker ste z nama, hvala, ker poslušate. Tudi to, drugače, tako, mi da ste začeli podcast, kaj v bistvu oktobra, novembra. Ali novembra? Oktober, ker so imeli oktobrske epizode, ja. Torej, oktober, november, december, za januar, torej 3 meseci celi so že za nama. Tako je, ja. In se mi zdi, da tako midve recimo tega podcasta dobesedno nič ne promovirava. Pač objavljava posnetke na Instagram, TikTok, ampak to se mi še vsem zdi, da za to, kar delava, tako malo matersko, malo za dušo, gre ful dober in smo hvaležni za vsakega poslušalca, vsaka saj malo pogleda, lajka, karkoli deli. Tako da res hvala. Tudi nama kaj napiše, poda kakšen dober feedback, tudi če je neka pozitivna, konstruktivna kritika, zelo radi sprejmeva. Pa jaz sem se zdaj nekaj spomnila. Ena punca nama je na Spotifyju pisala in sem mi rekla, da ji bo v 1. januarski epizodi, da bo njeno zgodbo predebatirali, pa sem zdaj čist pozabila, ker se nama to mudi. Tako da, če poslušaš, da veš, v drugi bova. Oprosti, kaotično,
kaotični časi so za nami. Mi dve sva direkt iz praznikov in Ja. vse, kot smo že rekli, te prazniki niso bili Neki upam, baš, da za vas tako da boljši. brez skrbi nismo pozabili na te v Drugo epizodo. Okej, Verjetno nimam super, tudi na Spotify super. komentar postala, mogoče, če ne pa upam, da gledaš, pa da veš. Komod. Okay. Okej. Pa No, s to tem je to. mi zaključujeva. Res se vam zelo lepo zahvaljujeva, vsakmu posebej, stva hvaležni in se vidimo drug teden. Yes. Čau. Čau, čau. A ti to resno?